večer. Odlična predstava, zato iskrene čestitke. Danes ste nas odpeljali v en svet, kjer je ta sodoben svet odpisan, kjer se dogajajo stvari nekoč. Kakšen je danes svet? Kakšen je sodoben svet? Ja, to je pa res ful težko vprašanje, veš, ja, kakšen je, tak, ne, zmede poln. Ker se lahko bojimo človeka drug drugega, ali se moramo bati bolezni, tegob, katastrof? Ja, predvsem sami sebe, ne, ja. In kam se zatečemo takrat, ko smo v tej stiski, ko se bojimo sami sebe, če drug drugega, je to nek otok ali je to en drug kraj? Misliš, da se lahko kam zatečemo? Misliš, da obstaja izhod, da obstaja možnost pobega, ki je realna in ki nam omogoča? Jaz mislim, da se najde vsak svoj in da ima vsak svojo skrivnost. Ja, mogoče najde vsak svoj ventil, ni pa to pobeg, ne, ni pa to rešitev, ne. Tako da ja, ne vem, jaz ne vem, če verjamem v to, oziroma če ga poznam. Kakšno pa je sporočilo današnje igre? Kaj predajate v svet? Kaj predajamo v svet? Sporočilo pa predstavi se mi zdi vedno tako težko povzeti, ker če bi ga lahko povzeli, najbrž ne bi delali predstav, ne. Ampak glede na to, da smo na otoku in da na njem tudi ostanemo, je to definitivno, ne bi rekel, da neko pozitivno sporočilo, ampak prej nasprotno. Mogoče je pozitivno ali pa bolj duhovita neka manira izraza te igre, ampak sam zaokrog te igre pa je definitivno nekaj, kar spada bolj na pesimistično stran, ne. Pa se vam zdi, da je lažje preživeti v vlogi Rudija, ki je neobremenjen z vsemi stvari, ali v teh vlogah, kjer jih živimo mi, kjer imamo kup informacij, kup ljudi okoli sebe, kaj je lažje? Ja. Ne vem, če je tudi Rudijev lahko, ne. Se tudi danes smo videli, čez kakšen proces gre Rudi in kaj vse on doživlja, tako da mislim, da je lahko predvsem ljudem, ki so ignorantski, in to so ljudje, ki si lahko prvoščijo biti ignorantski in ki si lahko prvoščijo prav v smislu enega kapitala, pač ne razmišljati. To je to, kar je lahko. Je pa tudi lahko v bistvu nek način nam, igralcem, se mi zdi velikrat, ker mi imamo ta privilegij, da lahko veliko časa posvetimo enemu razmisleku o sebi. In to je danes en res velik privilegij, se mi zdi, in tega sem zelo vesel. In verjetno vam vsaka vloga tudi nekaj od tega prenese, ne? Neko novo spoznanje, nek nov vtis. Ja, človek si želi, da ti prinese, in če ti v resnici ne prinese, pa malo odglumiš sam pred sabo. Kakšni so vtisi po predstavi, občutki? Ja, mislim, utrujeni, no. Utrujeni, veseli smo, da je konec. Hkrati smo pa veseli, da bomo naslednjo sezono to igrali. Težko je igrati to predstavo, ki se dogaja v nekem, ko bi rekel, miselnem prostoru morja. Jaz pa cel čas razmišljam o tem morju. In pol te tako, kako se reče, tiza, ne, dražite. Tako da je človek kar zmatran, no. Na počitnice vas bo torej odneslo na morje? Ja, absolutno me bo odneslo, upam, da čim prej. Kakšni so obeti na glasbenem področju? Je že nekaj časa v pripravi njen drugi album. Tako da je pa to komplicirana stvar, ker so vpleteni tudi drugi ljudje in založba, in se ni, da je v bistvu zelo, kako bi rekel, velika izvajalka, tako da težko je reči, ne povedati karkoli, tudi v bistvu nek način ne smem napovedati, lahko povem, da se to dogaja, no. V pripravi je drugi album. Odlično, torej se kmalu spet vidimo. Absolutno.